Pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o veliki težavi, ki jo ima Formula ena in ki se imenuje Max Verstappen. Max Verstappen je nedvomno ena izmed največjih zvezd sodobne Formule ena. In mislim, da ne bom nikomur napravil krivice, če ga lahko postavim ob bok mnogim drugim šampionom, ki smo jih lahko občudovali v preteklosti. Ampak Max Verstappen ima tudi eno veliko težavo, pred katero smo si mnogi, tako med nami navdušenci, kot predvsem med onimi odgovornimi pri FIA, enostavno zatiskali oči. Treba je poudariti, da tisto, kar je pokazal na začetku velike nagrade Emilia Romagna v varianti Tamburello, je bilo seveda nekaj takega, kar ne vidiš vsak dan. Ampak kar smo videli na veliki nagradi Španije, zagotovo v Formulo ena ne sodi. Govorim o zloglasnem drugem trku z Georgeom Russellom, ki je bil, vsaj po mojem skromnem in nepomembnem mnenju, nameren. A mnogi izmed vas boste dejali, zgodi se lahko vsakomur. Vsakdo izmed nas lahko izgubi potrpljenje in seveda stori nekaj, o čemer se kasneje na to kesa, in Max Verstappen se je po dirki opravičil. In seveda tisto opravičilo je bilo zopet po mojem mnenju takšno, da sem pričakoval, da bo pravzaprav v kader vskočil to psi s pojočo travico. Namreč mi, navdušenci, pogostokrat pozabljamo na nekaj. Da ni prvič, da je Max Verstappen storil kaj takega izjemno spornega, ter bil zato v bistvu blago kaznovan. Sedaj si bomo malce ogledali, kaj se je dogajalo v preteklosti, da se bomo bolje spomnili v bistvu vsega tistega, kar smo hote ali ne hote pozabili. Se kdo izmed vas spomni dirke v Braziliji, ki je bila organizirana leta 2018, ko je prišlo do prerivanja med Estebanom Oconom in Maxom Verstappenom? In tu bi rad poudaril nekaj, da je Esteban Ocon živi provokator, o tem ni niti najmanjšega dvoma. Ampak Max Verstappen je tisti, ki je nasedel provokaciji in odrinil Ocona. No, kakšna je bila njegova kazen, se mene vpraša dokaj blaga. Družbeno koristno delo. A treba je povedati, da Max Verstappen je imel tudi na progi izjemno grdo navado, da je zaviral, ko je menjal smer, da je delal tako imenovani brake test pred svojimi nasprotniki ter povzročil marsikateri trk. Na primer, leta 2021 na veliki nagradi Savdske Arabije. Isto sezono smo nekaj podobnega videli zopet na brazilski dirki in na primer na veliki nagradi Mehike lani smo lahko videli zopet to grdo navado Maxa Verstappena. In njegovo obnašanje nihče mi ne more nič.
če si malce ozremo za nazaj in se spomnimo, imenujemo jo afere okrog kletvic, ko je bil Max Verstappen zopet kaznovan z družbeno koristnim delom, je on malo da ne nonšalantno dejal, pa kaj, če mi ne bo všeč, bom pa prenehal s Formulo 1. In FIA je takrat pokleknila. Kaj bo iz Formule 1, če bomo kar naenkrat izgubili Maxa Verstappena? In tu nočem žaliti tistih, ki za Maxa Verstappena iskreno navijajo. Ampak v trenutku, ko bo Max Verstappen odšel, se bo zgodilo isto, kot smo lahko videli po obdobju Ayrtona Senne, po obdobju Michaela Schumacherja in po še marsikaterem obdobju, kjer je bil na štartnem razporedu nek izraziti šampion. Težava je nekje drugje, da je Max Verstappen storil nekaj, kar v Formulo 1 ne sodi in pred čemer smo mnogi lahko videli, kako so si pri FIA enostavno zakrili oči. Ni prvič, da se je kaj takega zgodilo, bodimo iskreni. Ali se kdo spomni trka med Sebastianom Vettelom in Lewisom Hamiltonom v sezoni 2017 na veliki nagradi Azerbajdžana? Tudi tam je šlo pod režimom varnostnega avtomobila za, po mojem mnenju, namerni trk. In kazen, primerljiva s tisto, ki jo je dobil Max. Kot da bi se nesreča zgodila brez namernosti, brez da bi se nekdo hotel nalašč zaleteti v svojega nasprotnika. In to je tisto, kar nekomu, ki ima do sedaj že 4 naslove svetovnega prvaka Formule 1, daje občutek superiornosti. Na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1 imamo 20 nastopajočih, drugo leto bosta še 2 več. In zavedati se moramo, da so vsi enakovredni, da imajo vsi enake pravice, ampak da imajo tudi vsi enake dolžnosti. In tu je nekaj, o čemer morajo resno začeti razmišljati pri FIA. Namreč Max Verstappen je res fantastičen v nekaterih pogledih, ampak v drugih postaja presneto nevaren. Če kdo sledi mojim prispevkom, sem mnogokrat v preteklosti dejal, da bi moral tisti, ki si želi na progi premagati Maxa Verstappena, ga najprej 2-krat ali 3-krat enostavno poslati v zaščitni zid. Videli smo, na primer, kaj počne Max z Landom Norrisom, ker si nekaj takega ne upa. Sicer ne zagovarjam namernega poškodovanja nekega bolida, nekega voznika, ampak ker si Max lahko misli, da počne karkoli si zaželi, rabi nekoga, ki mu bo fizično dokazal, da temu ni tako. Mislim, da je moja rešitev tega problema preveč ekstremna in morda napačna, ampak ker pri FIA nočejo razumeti, kakšno težavo so pomagali ustvariti tudi sami svojo neučinkovitostjo, je ta ekstremna rešitev morda še edina, ki nam je ostala. Ampak razumeti moramo, da kazen, ki jo spišejo komisarji, ni namenjena temu, da se popravi neko krivico. Kazen mora biti vzgojna. Sedaj, če nekdo za kazen dobi družbeno koristno delo, se lahko vsi zamislimo,
kako vzgojna je. Zato tudi imamo takšne probleme, takšne težave. Ne glede na okoliščine, ki so lahko razumljive, ni opravičljivo, da se nekdo, tako kot Max Verstappen, dobesedno namerno zaleti v nasprotnika, ki je bil v tem primeru George Russell. Vsaj takšno je moje mnenje, vsaj takšen je moj pogled na zadevo. Ampak zmeraj je treba ugotoviti, da marsikdaj tudi ostali niso naredili vsega, kar bi lahko. Ni kriv samo Max, kriv je lahko še marsikdo drugi, a tega situacije ne spremeni. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.